Živijo, prišel si do zadnjega dela Škotske z Vespo in sicer tale del nov toliko dolg, kot so bili prejšnji, ker na poti nazaj v Slovenijo nisem toliko snemal, ker sem bil že toliko zmatran in zmozgan, da sem si rekel, vse so itak videl pot že tja, tako da isto pot nazaj je brez veze snemati. Rad bi vam sam čestitil, da ste prišli do zadnjega dela, sem pa malo presenečen, sem pričakoval, da bo z deli šlo višji, z ogledi je šlo pa nižji. Ampak vseeno, vi ste tisti kor, ki dejansko drži moj YouTube video in ki ste z mano. Še posebej se bi rad zahvalil sponzorjem, ki so mi omogočali to pot, da dejansko so mi plačali za vse to in še več. In vam, memberjem, ki dejansko podpirate vsak mesec za tisto kavico, in s tem mi omogočate, da lahko delam tudi naprej. Tako pa izgleda tudi moj prostor, v katerem preživljam julij, avgust, september, oktober, 4 mesece editanja, da sem lahko ta mali del poti v bistvu skupaj dal in vam pokazal. Evo, zdaj pa uživite v zadnjem delu in kaj ne rečem, hvala vam, ker ste tle, pa upam, da boste še kdaj prišli. Čau. Hadouken! Kje ste folk, vaj zdaj? Evo ga, Dino. Potuje že kar nekaj časa, ura je 2. Sem pa malo naprej od Dunkirka. Se pravi, vstal sem zjutraj ob 4:30. 10 sem imel trajekt, tako da sem se moral kar podvizati. Naredil sem ene 250 km do trajekta zjutraj. Šel na trajekt, bil na trajektu in se peljem proti Nemčiji, kjer imam hotel. Vstal sem se v Dunkirku, hotel sem jaz pogledati tole plažo, ampak sem se malo zgubil, tako da sem dejansko zgubil eno uro. Potem sem si pa rekel, glej, ne da se mi več, grem naprej proti hotelu, ki je 3 ure pa pol stran od tukaj v Nemčiji. In ob strani ob avtocesti je bila tabla za Duns, nekaj Duns. In Duns so tele velike plaže, kakor vidite. In spet piha, kapar norci, tako kot ko sem šel v Veliko Britanijo, ista zadeva, samo ena razlika je, da trenutno ni dežja. In evo je mivka plaža, skoraj bi se razbol tukaj. Zdaj imamo stopnice, toliko malo sem rekel tole, da posnamem. Ne bi glih šel rad v ta pesek, ker vem, da se bom cel usrenjal, ampak da vidimo, kako bo izgledal. Bil bi greh, če ne bi šel, a ne? Fanga pa piha, bruji ga pa tok, da lej te plaže. Evo ga, ljudi moji, pa mi rata tukaj te plaže velike jed. V moji umazanosti željo, sem rekel, ajde da prije zraven, je pa moten zaradi vetra in zaradi dežja. Verjamem pa, da tle, kaj sonce je, res, tukaj je mokro, tukaj je mokro, tam pride, ne? Hvala, ja, nič, to je to, grem naprej. Evo ga, ustavil sem se v mestu Gent v Belgiji, da sem pojedel en top obrok, jufka neka bedna s kečapom pa majonezo in sem videl, da je center, glej to, neka huda cerkev, vzadaj ena, tukaj gore ena, pa še tukaj ena. Tako da tale trg izgleda kar orang. Kvaj sploh to Gent, nimam pojma, kakšen mest je to, ampak gled, tukaj sem prišel, če sem že mim, da si malo gledam. Pa si pa misliš, koliko je teh mest, ki imajo kaj za pokazati. Pa ti sploh nimaš pojma, ule to. Evo, da še malo pokažem. Tole mesto, cerkev ogromna, milijardo koles spet, nobenega na skuterju.
Madonna je ratal vroče, moram dati to dol, skozi imam kombinacijo. Zimska, letna, mrzlo, vroče. Pa kva so te črne zadeve? Tukaj je en stolp, pa tam je en stolp, pa gled tele tovorne ladje. Oh my god, kjer velik dolg čoln. Pa v zadnji zastava Nederland, se pravi to ni nemška. En mali mestek vmes, fine skulpture, lahko se tudi usedeš tja, tako da najbolj pomemben je kein Trink Wasser, ne smeš piti voda. Pičimo dalje. Malo pauze, pogled na mesto, kjerokoli že je to, če veš, napiš spodaj v komentar. Na pol industrijsko, na pol kmečko, kar lepo, ampak ne verjamem, da me bo še kaj bolj navdušil, kot me je Škotska. Tiste čist drug level. Trideseti šesti, ura 9, Dino, naredil 350 km od Frankfurta na poti domov. Stal sem zjutraj ob 4, spal sem 3 urce, tako da sem kar zjeban. Zdajle tankam že tretjič, prvič sem tankal v začetku, pa ena vmes, pa zdaj. Snemal nisem pa zato, ker sem zaliman, gotov. Tako da neki poti nazaj baš ne bom snemal, sem pa to rekel, da se javim, da veste, da prihajam počasi domov. Še 500 km in sem zaključil s potovanjem. Se pa temperatura dviguje, tako da se preoblačim, dajem dol sebe plasti oblačil, katere sem rabil zjutraj in tankam. Upam si pa nekaj jesti, ker me neki čmar, me neki mot, peče me neki, pa nimaš kaj. Jo, folk, evo ga, ustavil sem se za malco. Tetka naredila sendvič, najjača tetka. Sem pa 230 km stran od Ljubljane. Razmišljam vmes, da se ustavim preledeno, da me šiša. Drugače pa cool vožnja, lepo poteka. Ene 2-3 gneče so bile orenk, sam jaz grem vmes, tako da zame ni gneče. Je pa kar vroče, no. Tako da sem že na pol slečan in da saj piha malo. Sem pa že bil v hujših vročinah, tako da zame to ni kaj hudega. No, zdaj pojem pa pičem naprej, ura je pa tam okoli 1. Tako da sem že kar 7-8 ur za Vespico. Za zdaj dela dober, še malo zdrži, pa je naredila svoje 8000 km, tam nekje, no, v enem mesecu. Ja, neč, to je to, evo ga. Približujemo se koncu zadnjega dela moje škotske ekspedicije in rad bi se zahvalil vsem sponzorjem, ki ste mi pomagali, da sem si uresničil svojo dolgoletno željo. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste dejansko zdržali do zadnjega dela. Pa posebej se rad zahvalil tistim, ki ste dali tudi za kakšno kavico. Če so vam moji videi bili všeč, pa če bi radi kaj podprli, spodaj imate link, pa se s tem tudi zahvalili. Zdaj pa planiram za naslednje let novo vožnjo. Bomo videli kam. Upam, da bom zbral kaj sredstev sponzorjev. Če bi radi tudi vi bili kot sponzor, se mi oglasite na Instagram, e-mail, karkoli.
In res upam, da ste uživali in da se še kaj vidimo, pa da boste še kaj gledali. Vespa in Dinoti sta nazaj. Vmes sem šel se stuširati, jedel sem, kakor vidite, sem se tudi ustrigel. V Jesenicah sem se ustavil pri prijatelju. Avantura se je končala, sem pa gotov, uničen. Danes je bilo res vroče, sploh tam od 11 naprej je začel. Očitno, gor, ko sem bil na severu, je bil ta pravi čas, da nisem imel vročine. Tle ste se pa kuhali. Tako da, to je to, 8000 km je vse skupaj za mano z Vespo. Videl sem marsikaj, doživel sem marsikaj. Ni mi žal, hvala Bogu, srečno se je končalo, nobenih hudih težav nisem imel, razen tiskam jaz. Kabel svečke je padel, pa gume, ki so šle. Jaz sem vam en mali utrinek v bistvu tukaj prikazal. Vsega vam ne bi mogel posneti, ker preveč tega se dogajalo. Ampak glej, če vam je to všeč, napišite spodaj komentar. Jaz sam vem, da sem to doživel, da v lifeu ne bi. Tako da nič, stisni en like, komentari, malo šeri to, pokaži ljudem, da je šel nekdo z Vespo na sever Škotske. In če hočeš, da se da. Hvala, da ste bili zraven, da ste si to pogledali. Jaz grem pa zdaj počivati. Zdaj pa rabim par dni, da prijem sebe in da se spet asimiliram na svoj dom. Ajde, čau.